V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. V novem redu se bodo nebesa spustila na zemljo. V začetku je Bog dahnil življenjski dih v človeka. V novem redu bo vsem ljudem vdihnil svetega duha. V začetku je Bog postvaril človeka, naj ne jesta sadov s prepovedanega drevesa. V novem redu pa bo vse nahranil svojim telesom in krvjo. Prav tej noči, ki jo obhajamo, smo priča, da nastaja novo stvarstvo. Tega, kar je Jezus dosegel s smrtjo in vstajenjem, nikoli ne bo mogoče izničiti. Kar je Oče ustvaril kot zelo dobro, kar je bilo pokvarjeno in izgubljeno, je zdaj odrešeno. Vsem vam, bratje in sestre, iz Frančiškovega svetnega reda želim evangeljsko bogato veliko noč. Drage sestre in bratje Frančiškovega svetnega reda, Jezus je dejal: jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Kakšnem izobilju? Jezus ni mislil, da bo svojim sodobnikom podaril življenje, na primer z množenjem kruha, z ozdravljanjem bolnih, celo z obujanjem mrtvih za ta svet. Njegovo vstajenje od mrtvih presega čas in prostor. Smrt, ki jo prinaša greh, je bila uničena. Njegova zadnja kapljica krvi na križu nam je prinesla to življenje. Prazen grob je le še prijeten spomin na vse to. Naj bo naša letošnja aleluja zahvala Gospodu za ta dar vere, upanja, ljubezni, predvsem pa novega življenja v njem. Na zunaj morda ne bo zadonela pesem, toda naše notranje veselje naj ne bo zato manjše. Blagoslovljene praznike našega velikonočnega upanja vam želim. Živijo, dragi brat, draga sestra Frančiškovega tretjega reda. Takole z naše obednice snemam je brat Jakob, zraven je brat Bernard, tako ja, zadaj pa Jezus, ob njem pa Jožef in Marija. In Marija drži na svojih prsih Jezusa in Jezus pije mleko, življenje. In nam vsem skupaj želim, da bi bilo naša velika noč res tako, od zadnje večerje pa do vstajenja. Tako živimo in da bi to živeli hvaležno skupaj. Tako da vstajenje Boga, aleluja, vse je res, živijo.